Spremni, finalni luk. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, Ti si pa danes turški, a? Malo pa res. Dober dan, dobrodošli nazaj, najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Si videl, koliko smo dobili nekih komentarjev? O čemu? Pač tako, da smo slabi, da smo tašni onaki. Si videl? Da se trudimo biti smešni, Ja, trudimo se. realnih. Kaj smo, treba Ne, se ampak truditi. ja, smo dobili, sem videl na Instagramu, je bilo nekaj komentarjev, da se moramo malo... Kakšno temo? Kaj je že bilo? Nisem nič sledil. Danes imam voice cracke. Kaj je bilo, je, mislim, da glede onega klipa, ki je bila Petra, da smo grozni, mislim, ne mi, pač na splošno content, tako da ja. Smo rekli, lej, tako je, včasih moraš biti kontroverzen, da te kdo pogleda, ne? Tako, dobrodošli nazaj, najboljši podcast v Sloveniji. Danes z vami Jure Rimanič in Jure, koga imamo danes na naši desni. Danes imamo na naši desni Wow. Barberijana, najboljšega brivca na obali. Zdaj v Sloveniji ne vem, če je najboljši, ampak se bori za prvo mesto. Tako da, nič, dobrodošel. Dober dan, kako smo? Dobro, hvala. Lej, vedno za začetek, ne, da prebijemo let, ne, si rekel, okay. Da malo živčki. To je naša članiška tla vprašanja. Notri so vprašanja od kaj je smisel življenja do kakšno sadje bi si rada uriti. Tako da tle notri lahko potegneš karkoli, tako da potegni. That's what she said. He said. Who said? Shit. O. Najhujša stvar, ki se ti je zgodila med seksom. Čakaj, to je dobro. To je naredil nekdo mim, hvala Bogu. ko potegne gost isto vprašanje. Ja. Dej, nekaj šlo. Najbolj čuden plac, kjer si seksal. Svetilnik. Na Gor na svetilniku. svetilniku? Na svetilniku. Ok. Ok, in? Okay. In? Je una lučka je motla? Ne. Ne? Vibe je bila rdeča luč. V bistvu niti bil svetilnik, ampak ono za reševalce. Opazovalni stolp. To. Ok, da si videl, če se kdo utaplja. Ja. Taplja se Drowning in the on pussy. v pussy. Ti, Matej, si že kdaj seksal sploh? Kaj je seks? Kaj je to? Kako zdaj razložiti nekomu prije vesolec na zemlji, kaj je seks? Smo že enkrat imeli, se mi zdi. Ja, Ampak kaj je seks? Kako Pač razložiti nekomu, kaj je seks? razmnoževanje. Ja, nagonsko. Ok, in zakaj ga dela, če se ne razmnožuješ? Zdaj to razložiti nekomu. Zaradi užitka, zato ker narava je naredila seks, da je užitek, zato ker, veš zakaj, da bi ljudje se razmnoževali. Zato je užitek seks. Pa valjda. Kaj to ti ni logično? Hvala, mati narava. Pač drugače zakaj, če ne bi pasalo, misliš, da bi folk to delal. Ja, mislim, da se razmnožiti bi mogel. Ni druge. Ja, ne bi bilo ljudi, to je pač naravno, ne? Ampak, hudo da paše. Samo veš, da enim živalim ne paše? Tipo? Ne vem. Ne vem, kaj si jih vprašal prej. Ja, sem se pogovarjal. Smo imeli podcast. Kaj koza je zbežala, ko si jo vzel? Ne, res. Ja? Enim živalim prav trpijo. Pa ni tudi eni pajki, da potem po seksu Ja. poje? Mislim, da... Bogomolka odreže glavo. Ja, to ne vem. Samcu, ko se poparijo. Črna vdova se mi zdi, da ima to foro isto. Ja. Zato je vdova, ne? Kaj mi danes odkrivamo? Ulala. Big brain power. Gospod Barberian, Yes. ko si začel biti Barberian? Kako? Ma kar pozno v bistvu, ne? Glede na to, da zdaj imam 35 let in prvo frizuro sem postrigel pri 30-ih. Kratko to. Pri 28-ih sem se odločil, da bi to delal. Okay. Edis, ki je bil tudi vaš gost, me je navdušil za to in naučil potem tudi. On mi je rekel, da jaz te vidim, ti bi bil hud barber, ne? Tle samo te svoje člane, da šišaš, imaš že dovolj strank. In se rekel, ne, ni šans, kaj s tabo, jaz tipe nekaj česov pogledali. In potem sem pa prišel jaz k njemu gor v Brivnico v Novo mesto in se podružil tam en dan z njimi in sem videl, da to je to. Da je prav cool. Čisto drugače, kot sem si predstavljal, ne? Predtem, kaj si vse delal? Ful stvari v bistvu. Prva služba moja po osnovni šoli med poletjem je bila v avtomehanični delavnici kot mehanik. Dobro. Avte znaš raufat? Ma ne. Dobro, zato si našel drugo službo, ki je bila kaj? Pol sem na benzinski.
Kaj tankal ali tankov, šipe? pucal šipe, To sem tudi jaz delal. pol Luka Koper, avti, kontejnerji. Kradu. Takrat več ne. Ne, se spomnim, ko so parkrat v Luki ukradli avte Probali, ja. in z enim Kaj so samo- prebijajo ograjo, ne, in z drugim grejo kao ven. Ne. No, Samo jaz si hitro dobili, se mi zdi. dobro. Pokraj avto, kaj si delal? Postavljal klime, Automatic Service, ma ne Automatic Service, ena ista, pač podobna firma z drugim imenom, ista stvar. Pol sem se odločil, da bi plakate sem lepil, te jumbo plakate in te na avtobusnih in to sem imel prav svojo firmo v bistvu. Oh, wow, hudo. Mislim, da je bila to prvi SP. Je kje denarja tle? Za ful je bilo takrat. Res? Ja, več kot zdaj. Ja. In kaj cel dan pač lepiš plakate? Pa nimaš nobenih stroškov, lepilo ti dajo oni, samo natankaš avto in greš. A, in plakat Dol printaš travalček. tudi dobiš. Vse dobiš, samo benzin. Ti samo gor daješ. Ja. Ja, edino Sem imel pa- digitalni panoji so vaši sovražniki bili. Pol. Njih še bilo takrat, šlo že nekaj cajta mimo od takrat. Okay, Ne, bolj sem dobil otroka, sem bil mlad, sem imel 21 let, sem dobil hčerko. Za nalašč? Ne. Tako da potem sem se preselil na Slovaško, Ok. to, ker se je rodila na Slovaškem. Sem zdržal enih slabih 6 mesecev. Kaj ima dve državljanstvi? Ja. Ja, ma ste bili kaj gor na dopustu ali si našel gor eno? Slovakinja je njena mama, ne? Ki je bila tu na dopustu v Ankaranu. A, turistka. Tipo. Ok, Mr. International, lega. Ja. Kaj je razlika med brivcem in frizerko? Tako kot jaz vidim, ki to ne vem, če kje piše, ali Okej. pa vsak ima po svoje verjetno. Brivec je pač samo za moške, predvsem, no. Razen če so kosmate. In frizerka je pač predvsem za ženske in veš kako je pri frizerkah, ko smo se hodili strič včasih, te je postrigla v 15 minutah, ko Ja. je bladnje, ko se je sušila barva. Ja, eni od tu ne vmes, druge, ja, ko je, Tipo kot, ne. kot psa, slabše še. Ne? Pač tak način. Ma ja, moraš. ni bil to niti nek potencialen biznis za njih, se mi zdi, ful poceni je bilo in tudi moških nas nikoli ni brigalo, samo da mi ne štrli čez ušesa in je v redu, ne. Ok. Nismo toliko bili kot zdaj, ki gledamo mislim večina jih, ne. Ja. To je predvsem, no, zdaj brivec je pa res gre v detajle in si vzame čas, ne, pri frizerkah, tašnih, ki delajo še vedno na star način, je več kot 15 minut težko si bo vzela za moško striženje, ne. Brivci pa manj kot 40, malo kje, no, odvisno spet od glave, v glavnem od 40 minut naprej so moške frizure, ne. Ok, kaj pa, če ženska rabi kakšen hud fade? Ja, to pa je dobrodošlo, to jih imamo takih kar nekaj. Torej za... Ima moško frizuro, ne? Imaš tudi tipe, ki imajo ženske frizure, tašne sem do zdaj pošiljal frizerkam, ampak zdaj smo malo se že naveličali tega fejdanja, ne naveličali, ampak Ja, non-stop isto tudi delaš. grejo, malo moda se zdaj spreminja in so zdaj spet moderne, malo čupice Ja. in tako. In zdaj moramo začeti delati na temu in se Vsi so isti. to učiti. Včeraj ne. na študentu sem videl vsi fanti, Ista frizura. isti so. Ja. Malo kravželjčke, une neki spredaj in fade. Tle pri nas smo še malo pa se, ne, smo nazaj. Že v Ljubljani je ful razlike, viš, ful stilov frizur, ne. Mulet je zdaj ful popularen, tle pri nas, ja. Ne, veš koliko ljudi mi govori, da kaj si to, jaz sem pač kaj? Ja, ma to še ni, no. Ni še, Še ampak mora se malo bo, zrasti, se bo. ja. Ampak tako folkuno ni sprejemljiv za drugačne frizure, Ne, tako tle če ne, pogledaš. tle pri nas ne toliko. Tudi te fejdi, kdaj so k nam prišli? V Novem mestu so jih že delali, tle še nismo Če v novem mestu delajo fade, razumeš, pol, ja. Sam to je ampak bil res je Edis tam, prišlo ne? pozno ta fade in to pri nas. Vse, Mi smo imeli tle kratko, gor malo dolgo, ma to ni fade. ja. Ne, jaz sem odvedno, jaz sem hodil prvo k frizerki in pol nekako jaz sem dobil, ne hejt, ampak ne grem več k ženski frizerki. Pač, to se je začelo dogajati že nekaj časa nazaj, ampak njih zaradi tega, ki dejansko, ne vse, ampak res jih ne briga in dejansko moški te boljše ustreže. Mislim, jaz sem tako full frizerk menjal in zdaj, preden sem prišel k tebi, sem imel eno, ki je mlada in ki se non-stop uči. In ona je znala dobro, narediti ja, fade in ful to, dobro. ona je brutalna, prej sem bil tako 7 let, že sem pri njej, zdaj sem prešaltal. Kako je strič daljšo frizuro? Meni si to zajebano, probal? zato ker nimam s tem takih izkušenj. Že ko sem se lotil tega brivstva, sem rekel, čup ne bom nikoli strigel.
Tako da sem že od začetka vsakega, ki je prišel na vrata, sem samo vprašal, Tam so vrata. Ja, gremo na kratko, pravi, ne bi samo špičke. In nismo. Malo špičke. Ja, ni zato, ne. Ja, veš kaj nekaj, jaz vidim ful tako in vse frizerke in barberje, oni so mojstri glave. In zdaj pričakuješ od mojstra, ti tam prideš, te vidi, ok, vem kaj ti narediti, kako ti narediti, ne? Tako da je dobro, da vse to poznaš. Ja, itak. In tudi s tem trendom, da si na tekočem, ne. Tako, en tak sneak peek, pogledajte do konca in boste videli Nov salon. nov salon in ene frizurce, ne, več boste videli pol. Kaj gremo potem v brivnico? Ja, bomo šli pogledat, sigurno. Prav, da pomagate pospraviti od otvoritve, ki je še vse. Je še res razsukano. Kaj drugi teden imaš kaj cajta, da prijemo rajši? Že ki smo pri tednu, Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Kaj bo moj teden? Dobro vprašanje. V redu je bil. Malo sem še vedno tak. Si bil kaj na treningu? Nisi bil. Ja, Enkrat bil ga sem ni bilo. v fitnessu. Enkrat ga ni bilo na boksu, stari. Ampak boks res, zdaj moram nazaj ta teden. Dva tedna Dva te že tedna ni. mi ni bilo, ja. Ja. Ti si bil kaj ta teden enkrat, ne? Jaz sem bil 3-krat. Kaj me gledaš, že sem bil 3-krat in druga 2 dni, en dan sem bil v fitnessu in 2-krat na boksu, en dan sem bil pri moji. Ja. Koliko časa Ti si v že četrtek boksu? in petek nisi bil nikjer. V boksu sem bil, včeraj sem bil na boksu. Ja, glej tako, ja. Si Ti bil? zunaj se napijaš, član, jaz sem treniral. To zdaj se boš opustil, pizda, pred poletjem. Matej, ti Viš, se ne moreš niti še opustiti. Tako da prosim. Ja, jaz zdaj pred poletjem delam, ti pa si samo rekel, ne Pred bom več. poletjem delam, poletje je že začelo. Nišel si videl to vreme, stari. Prej zjutraj, stari, drž sonce, zadnje, prejšnji smo snemali, toča in pol sonce. Pri meni tudi nič posebnega, bil sem v Ljubljani in zdaj, ki je toplo vreme, je full folka se vozi s kolesi. In meni je full simpatično videti zrihtane punce na kolesih. Ne vem, meni so tako vibe te Ljubljančanke, čeprav imam punce, sem zaseden, ampak ne vem, zakaj je koliko ima punca kolo, une fancy neki kolese in se furajo. Ženska kolesa. Meni so full vibe ženske s kolesi. Pa imaš na Nizozemsko. Ma kaj niso, ne vem, neki je na ženski... Pa ženska je, kolesi. kaj? Ne, tu je pač normalna Ma ženska. ful so simpatični, ne vem... Ja, že na splošno so simpatični, da rabi Pač, biti na kolesu. ja. ne. Ja, ma ženska na kolesu, veš, ono tako neka Mislim, jaz zrihtana bi raje bil vezerček kje za drugje kot na službo kolesu. Jaz bi raje bil kje drugje kot na kolesu. Ne vem. Sorry, full so vibe. Ne vem, to sem mogel reči, full so vibe ženske na kolesih. Ki si rekel, bil sem na otvoritvi od novega salona, od Berberijana. Kot je bilo? Ful dobro je bilo. Dosti ljudi, dosti zanimivih ljudi, ne? Dosti zanimivih ljudi. Pol je bilo jedača, pijača, vsega je bilo. Ti imel svoj koktejl bar, daj povej ti več. Meni je bilo ful lepo. Res lepo, tudi ljudje, ki so prišli in tako vibe, vzdušje. Nisem prijavil dogodka občini, ki sem... Bi mogel? Pa je, da ja, samo jaz sem To ni lik dokotek. Ja, si želel nekje okoli 10 zmanjšati muziko in potem mogoče še do 11, največ 12. Mi smo začeli ob 2, smo imeli za familijo in bližnje, od 4 naprej za vse ostale, ne? Mislim, se si imel na četrtek, tako da razumljivo, da veš ono spokaj, da se počasi... Ja, zato. Zato si dal na četrtek, ne? Na četrtek sem dal zato, ker je moja sestra bila še tu, ki je če ne v Nemčiji in prije 2-krat na leto na obisk, da je pač... Nice, lepo. In tudi datum, 8, ne, 8 je bil, je 8 neskončnosti po nekaj. Okay. Torej, verjameš v Naj bo to četrtek. astrologijo in to si Verjamem, če imam Numerologija. možnost in če začutim, naredim tako, potem v feelingu, če ne, pa ne. Ok. Zdaj na tem odgodku, kot je Jure rekel, je bilo svašta ljudi, ne? Ja. Kdo so najbolj zanimivi ljudje, ki si jih stregal? Kakšne zgodbe si kaj čul? Člani podcast, recimo, se striže pri njemu. Mislim, to Ja, ma ne, je rekel kulski. zanimive. Ma te, kakšni politiki, Ne, res? ja, Tipo? tipo podžupani, Pod župani. ja. To so res pod politiki. Ne, imaš Second tier politicians. sodniki, To no, kje si v politiki, v oziroma mestnem neki, svetu? predsedniki takih hudih organizacij. Tipo šoup. Ja, tudi, ja. Tudi. Tako, potem te umetniki, ki so fascinantni, Drill, Masaja, Mortis. Koliko imaš demografiko?
ljudi, Kaj to pomeni? starost ljudi, tako, kje imaš? Spol. Vse. Mislim, ne spol, Ja. starost. Ti tako 50, 60, tudi kakšno? Res? Ja. Tudi Kaj, več, no, tudi ti več. svediči? Ja. No, Zdaj z njimi grem tako previdno. Najprej na prvem striženju poslušam njih, okay, ja. potem vsakič malo. Žena dodam. rekla samo škarjami. In potem, ki ne grejo za tem, po enem, tretjem, četrtem striženju, imajo že fade in ne vejo. A si In naslednjič, takšni, ko pridejo v zadnjič, si me ful dobro postrigel. Ja, pa sem te po moje, ne? In to imamo, ne vikamo se, ne? Noter tikamo vse. Še dobro, da nima žensk pol. Jaz sem videl drugače, da ti imaš neko strast do umetnosti, malo se mi zdi. Tako Ja. da si ful nagnjen k temu. Daj povej, Ful si kje se je kreativec, to ja. rodilo? Ful sem lepo risal v šoli, tako. Lepo risal za tvoje pojme ali za... Za druge pojme, Okej, za moje pojme nisem nikoli lepo risal. Za druge, pač za ocene pri umetnosti in likovnem so pokazali svoje in potem te slike, ki so jih obešali, Hudo? izdelke in tako pač vidiš sošolci, ko se primiraš, da... Si kdaj razmišljal iti v uno smer? Ja, v bistvu sem razmišljal, arhitekt sem hotel postati Jaz tudi. in trije smo bili sošolci, ki smo tako malo bili bolj tehnični tipi, ali kako bi se reklo. In sem šel na informativni dan teh srednjih šol na tehniško gimnazijo. So bili sami tipi, ne, tam. In pol, ker smo imeli čas, smo šli še na ekonomsko pogledati. In potem je rekla ta učiteljica, ki nas je vodila uni dan, je rekla, na tej šoli je pa 80% punc. To je to. In Jebeš sem plane, šel to je to. Na ekonomsko, valjda. Ja. In dal potem tehniško gimnazijo kot tretjo izbiro. Da slučajno ne bi prišel tam. Ja. Ja, ma to je naporno, pač cel dan, vsak dan gledati same tipe. In mi smo imeli dve ženske na pomorki, te so bile nelepe in pač lezbike. In res ono, in se gledaš tipi med sabo 4 leta, je mučno. To samo ti se to lažeš, nisi imel možnosti, ne? Ej, Na potem srečo pa smo je imeli hudi učiteljce, tako da. od teh nas treh, Niki je šel na tehniško gimnazijo, Andrej je šel tudi na ekonomsko. In Andrej je postal arhitekt in ima ekipo 3 arhitektov. In so ful uspešni, Hudo! On je unik, ki pozna sigurno tipa za neki. Rabiš tipa, on ga pozna, rabiš uno, tip ga Ja. pozna. Pač. To sem vedno, ne, tako bil vedno res. In hotel kako vse se, poznati, kako vse si lahko zrihtati. to zgradiš? Ne vem. Kaj tebi najbolj pomaga, da si pokonektan dobro z vsemi? Da se nobenemu ne zamiriš? Ma ja, dosti uslug narediš, ne, uslugic. Tako, da se, mislim, Tipo? ali pa tipo že to, da zrihtaš kontakt, ne, že to, da prideš tam, daš eno roko, že to, da se javiš, ko se noben ne javi. V glavnem vedno sem pripravljen pomagati in ful rad pomagam in če ne morem pomagati, mi je prav hudo, ne. Sem jezen nase, če nisem sposoben. Zdaj, če ne morem, ker imam druge stvari, eno, ampak ko nisem sposoben, ko ne morem nekaj zrihtati, mi to ni všeč. To je zelo dobra lastnost. Kaj te, Ja in ne, ja te in je ne. kdo izkoriščal kdaj? Ja, itak. No, kaj so Lažje znaki, bolj da te dosti. bo nekdo zajebal? To je tako zanimivo tudi, mislim. Pa zato že enkrat, ko reče, ko se zmeniš za točno uro in zamudi in se ne upraviči, je že prvi znak, da naslednjič, če mu bo... Da ne spoštuje bo tvojega rekel, časa, recimo, ne? Ja, to, mislim, malenkosti, ne? Jaz si take zajebe ful jemljem k srcu. Tako od znancev, kolegov, bilo kdo, ki rabi. Ne, lih to, če se zmenimo, kaj mi lahko zrihtaš, preden danes iskat, je bila enkrat, ja, evo ti zrihtam, pridem, jo, fakt sem pozabil. All good se zgodi, ampak to mi je že ono, ok, ti dam še enkrat časa. In pol me je še enkrat zafrknil. Ampak ni pa, da je slab človek. Dobro, sorry pač. Ja, ma ne veš ono. Ja, kaj? Ne, Si rekel, da hočeš ono Ančko in pač kaj, ne moreš to kar vzeti pred starši in ti Ja, dati. to pa res, ja. No, ne pravim zate, pač pravim tako kul človek in vse, ampak stari ni vredno mojega zaupanja. Pa In vedno, ko me on kaj rabu... kako odreagira oziroma kako se sooči s tem, ne? Ko nekaj zajebeš. Če bežiš in se izogibaš, ni v redu. Če se pa s tem soočiš in prevzameš odgovornost, je pa spet pove, da si dober. Se vsi zajebemo, ne? Se ni to. Sorry, sem zajebal. Ja, Ne. ti bom odužil, ne vem. Je prazna obljuba, ko reče, sorry, sem zajebal in pol narediš spet isto. naredi, ja. Vidim, tle imaš svojo majico tudi. Ja. In ti imaš svojo, ne, ti imaš njegovo. Da povemo, ja, čakaj, to je zanimivo, lepo prosim. Ta srajca, ne? Čakaj, da vidijo. Ta srajca je od Jureta. To je meni prav, poglej Jureta, poglej mene.
Ja, danes je spal pri meni, Ja. in sem mu mogel dati nekaj za, veš. Kaj ni to bizarno, le kakšen ure? Ma kaj, še vedno bi jo lahko dal gor to srce, po Ma mojem. ni šans. Ja, bi ti bila cela... Bi bila tajtetino, ja. Ma, lej, no, jaz rad dam tudi moje stvari Ja. otrokom s posebnimi. Ne, lepo prosim, bili pri Juretu je urejal umaro, metal ven stvari, je rekel, če rabiš kaj vzam, sem rekel, da provam to. Ja, Je bilo prav tako, polletna sem rekel, ajde mi Sem to. kupil, mislim, da je celo iz Zare to. Ja, ta je Zare. Zare, ja. Ti mi je prav, meni je prav. Kdaj si šel ti domov iz otvoritve? Tako kot sem Bolj je bilo zanimivo, polk je prišla policija. A ne, nisem bil tak. Ja. Ne, jaz sem šel okoli 8. Veš kaj, jaz sem itak mislil, ne? Sem rekel 10, 11. In lih je bila nekje 10:30. In gledam ta folk in sem rekel, jo, kako bom zdaj jaz na lep način to spravil vse ven in povedal, da je konec, ki je začela dobro. Ej, folk, domov. Ja. Easy. Ja, ne. In potem prijem ven in pravim, ej, policija. Pogledam se, rekel, yes. Torej, ti si jih poklical? Ne, nisem jih jaz, malo še 10 minut in verjetno bi jih jaz poklical. Kaj si rekel, so bile ženske policajke? Ali? Ena. Eno. Ja, ženske policajke znajo biti včasih kar zafrknjene, se spomnim, jaz sem bil tudi. Ja, meni so enkrat, dva avta so mi že pobrali ženske. Neki je, pa nič proti, pa ne me ustavljati. Ženske policajke ful izkoriščajo svojo moč. Ful se delajo, da so jake. Z vsemi tipi policaja sem se vse zmenil, vse štimalo, ženske. One so bile tako nadute in tako, nekaj boš ti meni počelo, gospodična policajka, pač nič ne delam. Ful so, hočelo, mi smo zdaj pač jače. Pač Ja, Madora, je pač ja, je tudi tako, da pač ja, kakšni tipi znajo Take, biti. ne, Ja. samo Ja. tudi niso. Res sem bil že enkrat sem Šestkrat vozil, aretiran, ne? tako, enkrat sem vozil prehitro. Enkrat je bil aretiran, ki je imel stand-up, se ni noben smejal. No, ja. Ne, Samo enkrat. Ampak res, sem vozil v Kranju, so me ustavili, ki sem šel jih malo prehitro iz stand-upa, ne, in sem jim oddelal nazaj v hotel. In so rekli, ok, mene so ustavili, ki sem Koprčan, kam se ti mu oddelal, kam greš, sem rekel, ja, dej sem imel lik na stop česa. In sem mu povedal, kaj je imel in rekel, dej nehaj, ti bi tako, povej mi kakšno forico, sem povedal. Je rekel, evo kazen. Je rekel, kao, če me nasmeješ, dobiš kazni, da boš 4. Ne, leži, če se je nasmejal in je rekel, kul, dej, povej, ko boš imel kakšen nastop, prijemo gledati. Hvala, uživaj, ajde, dej, samo bolj počasi in me je spustil. Lepo. Prosto kul tip. Jaz se spomnim enkrat pred Simobilom, veš, v Kopru na promenadi, ne, sem tam zapeljal na zraven ceste, ne, na pač, da grem plačati račun, razumeš. In pride valjda za mano, jaz grem ven noci, da plačujem in reče, ole, imaš policijo, grem ven, 2 policajke so bile in veš, jaz hočem biti neki kao zabaven, sem bil še neki to, ki jaz moram vedno, ne. Ti vedno malo, Ja, policajka. Je rekel, ja, prosim, se v avto. In on sedel v avto in se dal v kazen, ker sem parkiral na pločnik, tam na robu, sem dal 4 žmigice za enega računa, bolj sem mogel plačati isto kot račun. To je ekstra, razumeš. To bi ti redar dal, redar bi te upozoril, po mojem, ne bi ti dal kazni. Jaz sem dobil kazen na Slovaškem za žmigavec. Kaj? Nisem dal žmigavca. Se te ustavljam kazen? Ja. Se pravi, se to moraš dati žmigavc. 2 evra. 2 evra. Kaj, polovička? Noro. 2 evra kazen. Si dal gotovini. Ne, veš, kjer je zanimiv prekršek, ki ga delajo, mislim, ki me ful moti na cesti, je to, da ljudje, ko grejo, ne znajo uporabljati krožnih. Fuck me. Da vozijo po zunanjem non-stop. Vozi po notranjem, če greš na drugi izvoz. V Ljubljani, to ne vem. Pol se zabasa cel krožni. Kaj imaš kaj iz svojih vseh teh služb, ki si delal? Kakšna ti je bila najboljša? Ful mi je bila dobra tam, ki smo te klime postavljali, ker je bila dobra ekipa in mlad šef, lastnik in mi je tako neke vrste vzgled. Že takrat sem rekel, da bi imel neko tako ekipico tudi jaz in vsak petek smo mi v Longiju zažurali vse na račun firme, ne? Tam smo imeli prav odprt Hudo. račun. Petek obvezno, ob 4 smo mogli tam se dobiti in piti. Ni bilo, imam nekaj drugega. Kaj imaš drugega? Nič nimaš drugega. Ne? Pa sem šef, dobro. Ja. Tako, Kako to mi da je bilo si ful pač vse te službe pol naenkrat nehal in se začel z drugim ukvarjati? Ja, preveč je pil tam in je pil tudi v soboto. Ko vidiš nekaj, da ne delaš več z guštom,
In da greš z muko, ne razmišljaš zdaj, ne računaš dosti, greš delati takoj nekaj drugega, mislim takoj. Zdaj misliš, da je vedno gušt, ko delaš. To je sreča, če imaš gušt, ko delaš. Ja, ampak vidiš, tip na koncu dneva, lej, je toliko delal, da je našel zdaj nekaj, ki dela z guštom. Ja, To je res. Ampak res, ali In kaj kaj si če- pol... samo je bilo naporno, ne? Tako, spet od začetka, Sej za to. vse, kar sem imel, sem prodal. Vse sklade, kar sem imel, pobral ven, vse avte, stare krše, kamionček, ko nisem imel, ma ne vem, vse živo, vse šparučke, vse sem malo po malo, ne? Ledvico. Ja, skoraj. Poznaš tipa, ki prodaja? Če kdo rabi. Ja, itak. Ne, ampak zanimivo, ful, no. Takrat so mi potem še avto pobrali, policaji, Zakaj? zato ker sem, ena luč mi ni delala in so me ustavljali. In sem zavil, da se jim izognem na parking pred postajo, kjer so ustavljale, 2 policajke. Opet policajke. In sem imel za zavit tako desno, bolj daleč od njih, ali se rekel, zavijem levo, da ne bo zgledalo, kot da bežim od njih. Ne? In tako pridem na parking in pritečejo k meni In kaj? in pravi, Pritekla? kaj si zavil sem, da se nam izogneš, ali si nameraval? Se rekel, ne, sem nameraval, sem zavit, ne. Parkirati, ja. In kam greš? Se rekel, sem zavil sem, da se vam izognem. Skoraj se že Pravi, rešil. Zakaj? Rekel, zato, ker avto ni registriran, nimam izpita in če mi date pihat, bom napihal. In luč. Ja, in luč, Jaz sem mislil, da ni bila samo luč tle, ne? in jevi ga, je šel avto. In kaj če... Dobil bi ga nazaj, ma sem pozabil iti na sodišče. Kaj si imel kakšen dober avto? No. Lexus. Ja, IS 220. Zakaj si bil tako pošten? Ker tašem pač In vse. čakaj, zakaj si bil brez izpita? Ja, Ja. napihal sem, ampak ful malo. Dobil sem takrat, ne vem, ne bi izgubil izpita, no. Samo sem imel že toliko točk Kazenske. od prej, ja. Od hitrosti in teh radarjev, ne. Zdaj imaš izpit? Ja, zdaj imam in nimam nič točk. Toliko služb si delal, če ti zdaj nekdo pride s pištolo na glavo, ne moreš biti več brivec. Kaj delaš? Kaj bi se zdaj lotil? Doma starim bi delal vinograde in vino, star je vinar. Tako v naravci. Ja, to bi delal, degustacije. Ali degustacije bi delal ti? Šupljem. Bi bil ti okuševalec vina. V glavnem si rekel, da imaš novo brivnico, ne? Ja, Lahko bi mi šli pogledati to brivnico in se malo iti ušišati, ne? ma lahko bi šli samo pogledat. Ja, čakam frizuro. Ti si mi ne rekel, da se bomo ušišali danes. Bomo se šišali, ajde. Pipin smo v brivnici. Evo nas nazaj. Evo, mi smo zdaj v novi brivnici, tako da podcast bomo danes nadaljevali malo drugače. Mi se že strižemo. In lek prej smo debatirali malo, da trendi grejo naprej, dolge čupe so in. Kje ti najdeš kaj te trendiče nove, da veš kako kaj vstrič? Ma največ na Instagramu, Dobro. dosti pa tudi z drugimi brivci, ne, se Debatira s tem. družimo in tako. Dobro. In tam v glavnem večino časa z njimi govorimo o frizurah, ne. Samo o frizurah govorite, ali kaj? Večino časa, ne. Kaj imaš ti za reči tvojih barber kolegov najjačo frizuro, kdo ima najjačo frizuro od vas? Kaj naredi jako frizuro? Ej, ja, to in še eno vprašanje je spol, zakaj vedno frizeri nimajo dobrih frizur? Ej, ti imaš ful dobro, meni si ful všeč, da je frizura najjača. To je rekel Juro, ne jaz. Kovačeva kopila je vedno bosaki, ne. To je res. Ma zdaj Andraž in Boštjan, oba se kar redno združujeta en drugega. Dobro. Tekvita, jaz sem tako, mene bolj oni spomnijo, da je Jan, bi bil čas, da te strižemo. Kaj se med sabo strižete? Ja. A torej pol njihovo delo je slabo, ne tvoja frizura? Kako si ponašal Andraža in Boštjana, da delajo s tabo? Ja, čakaj, Boštjan je ta za Juretom, lik za kontekst, da boste vedeli, ne? A zdaj Andraža sem strigel, je bil moja stranka. En dan je pač rekel, da bi tudi on rad začel strižiti.
in da se bo prijavil pri Edisu na tečaj. Okay. In potem, ko je začel ta tečaj potekati, sem jaz že bil tle v tem prostoru, sem imel 2 stola, 2 ogledala, 2 umivalnika, ne, pač 2 postaje. In sem mu rekel, naj pride striž tle, ne, no, da ne bo doma po balkonih in hodnikih, kot sem jaz, da striže tle, pa bom mu še jaz kaj pokazal in tako. In tako se je začelo, potem smo se ful še bolj spoznali, še bolj ujeli in vzljubili en drugega. In sva ene pol leta mi dva furala to. Itak je prvih par mesecev strigel zastojen, bolj čez svoje frende, ampak potem mu je šlo vedno boljše. In je tudi kakšno mojo stranko postrigel. Ko se pa zareče iz balkonov in hodnikov, kako najti plac? Mislim, je težko najti plac, je težko. Ma zdaj na obali je vse tako drago, je. Okay. Jaz sem najprej se zaposlil, potem pri Zaposlil kje? Almirju. Almir je veljal za najboljšega moškega frizerja na obali. Okay. In se je, ko sem strigel še doma v dnevni, Okay. se je začel strižiti pri meni. In je rekel, da vidi potencial in da mi ponuja delo. Okay. Si ga vzel torej? Ja, In kaj pol nabiral, šparal in odprl svojo? šparal niti ne. 2 leti smo delili ta prostor, ne? Tako, po sposobnostih. Kako narediti, da je brivnica profitabilna? Veš, koliko ljudi moraš ustrezati, da si profitabilna, recimo? Veš to? Jaz jih res ful postrižem in sem cele dneve tu. Na dan tipo koliko, rec piši. Pa največ sem jih 24. Povprečno jih pač 15. 24 je preveč, ne? 4 niti ne moreš kvalitetno vsakega postrižiti. Kaj pa recimo, kako pa si postavil, ne vem, ceno za striženje? Kako to gre? Počasi postopoma. Na začetku sem za stojn strigel ene pol leta, potem sem za 10 evrov, potem za 15 in zdaj za 20. Tako počasi postopoma. Mladi brivec se loti pred brivico, najde plac, prišpara. Kaj pol, začeti sam, nabaviti še koga, kakšno orodje vse ti moraš imeti, zdaj to zalaupati? Ma po mojem najboljše začeti sam, oziroma vsaj se spustiti v tak projekt, ki ga lahko sam spolgaš, Okay. ne? Da ne rabiš računati na druge, Okay. ker nikoli ne veš potem, kako. A tudi, če si odvisen od drugih, potem je to dodaten stres in Ja, valjda. Sam svoj moraš šef, ima sam samo sebe. spolgati in potem so pač ostali dobrodošli, da se priključijo, ne? Okay. Ti bi lahko komet imel še 2 stola na drugi Pa strani. ja, še za 2 oziroma tudi za 3 je puščeno na tisti strani. Ampak počasi, ne, zdaj je tle en stol viška, torej mi smo 3, imamo 4 stole, ki je zdaj namenjen vajencem Imate iz srednje koga? šole. Iščete? Ja, imamo. In zdaj čez poletje bojo prihajali gostovati brivci iz drugih brivnic, Nice. da se podružimo. Ko pa najti pravo frizuro zase? Jaz sem se ful zaprakaval, stari, da pridem do neke frizurce. In še zdaj ne vem, če mi je uspelo. Ne, niti ne. Jaz si bolj predstavljam Mateja brez... Meni tudi ne bo danes uspelo. Ojojoj. Ne, ma res, ko najbolj kar ti paše, kar je zate? Ma, zdaj jaz te pa, ko pride stranka, najprej vprašam, kaj dela. Ma, itak dosti krat vidiš, že, kako je oblečen, ne? Kako Okej. pristopi. Kaj če pride nak, kaj mu daš? Ne pride. Ja, baskat, ne? Ja. In potem je pa tudi, koliko si vzame časa, ne? Za svoje lase zjutraj, če si ureja frizuro ali ne. In tako se potem nekako odločim, kako postrižiti, ali pa nekateri točno vejo, kaj hočejo, ne? Kakšno frizuro bi imeli, pokaže kakšno sliko ali pa tako. Največkrat ima biondaste ravne lase in pokaže sliko z enim, ki ima črne in kodraste, ne? Tipo GTA San Andreas Te brivnica. pol naredi pečon. To je res, to je noro. Tudi če mu ne paše, če mu ni kul, mu daš, mu kaj praviš predlagati drugega. Ma, probam ga prepričati, da naj se prepusti. Zdaj na začetku mi noben ni zaupal, zdaj pa vedno več. Ker največ strank dobimo tudi od priporočil, ne?
Vprašam skoraj vsakega, ki je prvič tle, kako si nas snajdel. Prijatelj mi je rekel, da si ful pohvalil. Ok, torej mi zaupaš, ne? Me se prepustiš, da te postrižem, po moje. In zdaj vedno več rečejo, ja, da kar češ ti zaupam, ne? Okay. In kako kaj eksperimentiraš, ali vedno imaš kakšno go-to? Ne, zdaj na primer eksperimentiram. Pa ne, ker ni da ful odvisno od oblike glave tudi, ne? Ja, od vsega. Zdaj, ko tako gledaš dosti, mislim, jaz gledam dosti posnetkov po YouTubeu ali Instagramu, pač kjerkoli. In potem nekako, kot da se ti to v podzavest in dosti kar spontano potem probaš nekaj, kar sam od sebe, ne? Ker si videl to dvakrat, trikrat in potem vidiš, ali se to gre, ne? Mislim, tako jaz. Le, to smo rekli že prej, jaz to tudi Joris to rekel, meni se zdijo muleti 2 leti nazaj. Meni se zdijo zastareli že malo, da to lik ni več v modi. Ne, veš kaj je zanimivo, da Imaš mulet, ja? ne, ampak to, da si narediš frizuro, včasih je kaj drugačnega, da niso vsi moški isti s isto frizuro. Glede, da vprašamo tle še malo Boštjana, ne? Ja. Zakaj si ti odločil, da bi postal frizer? Frizer si privec. Brivec, ja. Niti brade nismo sploh omenili drugače, brad sploh nismo omenili. Ja, ti imaš eno krš, jaz se nimam. Tam imamo, no, žalost. Ne, ampak zakaj si se odločil? Zaradi same kulture, ne? Rad delam s folkom, zaradi stila oblačenja. Zakaj nisi pol tipo, ne vem, v stylingu? Zakaj nisi medicinski brat, recimo? Ne, sem ne, zato rad delam tako s folkom. Ti je lepo šla tad Moške? drugih. Moške? Ja. Pol si na pravem mestu. Kaj sploh ne opredeljuješ to kot neko tako delo, več kot mogo delati na en. Sem prej delal v neki firmi, oziroma fabriki in potem moraš šel snor, spravo z muko, ko reš. Tukaj Ja, ne, sploh ti nekaj delam, ampak priješ sam, uživaš, gre ti hiter čas, ne vem, tako. No, da si naš nekaj, kar ti veseli. Točno tako, to me Po moje podobno kot vi dva, zakaj ste začeli s podcasti. Zakaj smo začeli s podcastom, Matej? Ja, rekel, z imel podcast, jaz sem rekel, jaz tudi imam podcast. Kot vemo, je Jan tvoj šef, ne? Ja. No? Kakšen šef, Jan, povej. Ma to, kaj več? Ne, res, Gremo te regrese. Grem malo ven. Gremo te regrese. ne, v redu, veš pa imamo fuljak, ful dobro odnos imamo. Nisem tako da rekel, da mi jaz sem šef in bi ga tudi kot dober prijatelj. In to me to dosti pomeni. Pol ti, editor, daj pol pod napise, to, kar res misli. Koliko pomaga dobra frizura, da dobiš punco? Ma tako na hitro pomaga, samo pole, pa sem karakter. To je to. Po mojem mnenju, Ful pomaga, frizar. Moraš priti na frizuro. Nema karakter veze. Samo frizura je ne. Ti se pomembna. narediš dober karakter, to je mislim povedati. Glej, to je kot marketing, ne? Pač. Ne moreš spoznati, sprobati produkta, če nisi zunaj, ne? Je res. Kaj pa vi kot barberi, gledate te ženske frizure? Je tako, da rečeš, šup, jaz tam huda, tam huda. Kratke frizure me na ženske tako fascinirajo in razmišljam, kako bi jo postrigel jaz. Bi imel punco Kaj bi bolj pasal. s kratkimi lasi, na bas skat. Veš, da meni fulni. Meni fulni so vibe. Mislim, veš, ko imaš punco, jo imaš zaradi nje, ne? Ja, pa veš, ono pogledaš in vidiš, če je na Pa jaz bi imel Ne, so hude Jaz bi ful. ene so hude ful. Ne, Ne pašem sem. Ne Ne pašem. paši, itak ne paši Samo nič. ona, ki je huda, s kratkimi lasi, je z dolgimi še bolj huda. Kaj je ona Amber, pizda, ona je huda. Amber Rose. Amber Rose, ona je ful Ma, huda. meni. Ona meni huda na bazi. Ona je bila z Wiz Khalifa, ni bila z vsemi temi. Pač huda je, če ima dober hairline. Če ima enega tako, ki hodi nazaj po moji, malo tako, dej, pusti dolge, zakri uno čelo. Ti imaš vedno tako dolge, ne? Mislim, tvoj hairline je vedno isti, ne? Kaj? Se ti ne pač povečuje. Moj? Ja. Ga ohranjam, upam, da je Prav, isti. je isto, ne? Ja. Ja, ja, ma malo je šlo nazaj. A si imel isto v osnovni? Tako? Ne, so šli nazaj, veš kaj, to zaradi genov. Moja mama ima visoko, moj nona ima visoko čelo in se pozna. Pomeni, da si pameten. To? Ja. Ja. Ne, veš kaj pravijo, oni, ki imajo plešo zadaj, Ja. da so miseci.
Tisti, ki pa od spredaj, pa so jebači. Kje ste? A tisti, ki pa Jebači. oboje, tisti pa mislijo, da so jebači. Vici z Juratom. No, danes imamo en vic o blondinkah, torej se malo širimo na drugačna področja. Pride blondinka k frizerju in posluša CD-player. Pa je frizerka sname slušalke, da bi jo ostrigla. Na kar blondinka naenkrat omedli. Kasneje si inšpektor natakne slušalke in zasliši glas. Vdih, izdih, vdih, izdih. Kaj? Kaj je na slušalkah, vdih, izdih? Je omedlela, ne? Kaj nisi skupaj? Ne, kaj? Še enkrat. Ki ne zna dihati samo, rabi, da bo delal dih. Ja, in on je delo dol. Trenutno mene zdaj še rihta, tako da Bo Jure prevzel vprašanja. najboljši del podcasta, vprašanje. Pred vsakim podcastom vprašamo na Instagram. Pa? Pred vsakim podcastom damo na Instagram vprašanje, da lahko kaj vprašaste. Kam boste šli poleti na dopust in ali bo slučajno kaj pauze s podcasti zaradi tega? Matej? Ne, podcasti 24/7 vsak dan, 365 dni v letu. Ne, gremo na dopust, samo bomo posneli za naprej, da vas ne pustimo čakati. To pa je vprašal samo Bordon. Samo.bordon. Kaj samo? L-črtica spodaj Radin. Jure in Tim bili včeraj glavni na študentu. Drugače, kaj dogaja na obali, kaj? Kaj boš, kakšno žurko na študentu? Pa sigurno boš kakšno, ne? Kaj ti veš, ti si v Džiru, kaj se kaj dogaja na obali, kam poslati folk? Pa pete na študent, tako je žurka. In Pojma nimam. kam bi ti poslal? Valajo. Ja, v Valajo ful hodijo, ne? Zdaj, čez zimo je retro, bil pa vzare. Zdaj poleti pa... Se najde, se najde. Mancica 5 je napisala, rabimo več matica. Ja, pa ga ne bo. Ja, Matec enkrat in zadnjič, to je to. Torej, naslednje vprašanje. Zana pika Mohoric. Idrcani najjači. Ja? Vej. Ja, so najjači. Smo, ne? Ne, niste obala prejaka. Naslednje vprašanje. Ok, Marko Lovrencec. Ananas na pici, ja, ne. Veš, da ne vem, če si mu lajku to pravil. Lahko če pravimo danes ananas na pici? Ti, Jan, Jaz sem probal. kakšno je? Pa dobro je, kaj, odvisno koliko si lačen. Če zastonj ga poješ. Ja. Dobro. Ok, ti si prav? Ne. Bo jaz bi rekel ja, zakaj ne bomo si zapirali vrat. Pa po mojem mora biti tako osvežilno. Maja P. 85. Kaj in kdaj bomo lahko naročili vašo majčko? Kmalu. Junija, upamo, da še junija prihaja. Ja. Junija. Upamo, da bo še bolj junija, ja. Junija. Čakaj, z Juretom smo naredili clothing brand Dober dan. Evo, našem Dober dan je na robe obrnjen, ker tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Tako je. Tako da- Amen to that. Če nosite naše stvari, pač živite za ta moto, no, da pač ne rabi biti vse perfektno, da je lahko vsak dan dober dan. Juli Javle, 44. Ma nimam nič zaprašati, imejte lep dan, še naprej. Vse dobro. Enako. Čikas in Meksiko. Čikos. Hočemo čikas na podcastu. Ne, hvala. Naslednje Nočemo. vprašanje. Naprej. Matej pika Savron. A imate radi brokoli? Imamo. Jaz imam. Veš, da meni ni vibe. Ja, Tekstura mi ni. mi je v redu, je kul. Jan, brokoli, Jane. VK črtica spodaj Lea. A bi lahko kdaj imel za gosta Bita Severa? Smo ga spoznali, Ampak smo je ga na jugu. vprašali, smo ga povabili in je rekel, Je rekel, je bi se rekel, ne? ja. Ja. Ne, je rekel, da en dan se lahko zmeni. En dan, to veš, ko vprašaš punco za dejt, reč, pa enkrat bomo šli. Ne, kaj je rekel, ne, lažemo. Rekel je, da se špara za en podcast. In smo rekli, prije na najboljšega v Sloveniji. Rekel, moram še videti. Je rekel, bo šel na podcast, samo na enega hoče enkrat, in tu lajku. Tako da, če ga prepričate, da pride k nam, pride. Eneja Cok. Kdo je bil vaš najljubši gost? Smo najljubši gost tukaj, po mojem. Ne bom rekel za najljubšega, bom rekel za najslabšega, Klemen Selakovič. Joj. Jaz bi rekel, da moj najljubši gost je bil evo, Klemen Selakovič, tako da se zgliha, evo, da ne boš bil zlomen. Ne, Klemen. No, Klemen. to je vse od naših vprašanj.
Kakšne brade bi dali meni in Juretu? Tašno, ko imamo. Ne, bi Juretu dali kaj druge, on ima pač zelo Dejansko imamo prav pač tukaj. Ja, njemu Mene, ti imaš prav genau prav, da se tukaj terasa, to je to. A zato smo, ja. Tebi bi mogoče brki, ja. Brke. Pol si pobriješ ti drugače brke, zakaj si briješ tako brke močno? Ne, jaz grem ven, da imam 1,5 mašinca in grem skozi vse. Ja, niso kratki. To sem zdaj vajen, to je član. Prosim, naj nekdo naredi nek romantičen edit od tega. Pomorska voda ti pa efekt. No, Primorci, Zakaj ne greš samo v morje iskat? So velike ribe, no. Jure, sem lep. Ja, kot vedno. Oh. Da on me vzel. Dobro, ja, kaj ga božaš? O, spremni, finalni luk. Štekaš. Dobro si me obrnil. Ja, meni je preveč tega premalo. O, spremni, ajde da vidimo. Štekaš. Glej to. Okej. Barbarian, kje te lahko najdejo? Na pristaniški 37, nasproti stare Soče. Instagram je Barbarian Squad, tako da dajte vsi en follow, imajo ful dober content gor objavljen, ne? Časi, ja. Ja. Mi smo zadovoljni, si zadovoljen? Zelo zadovoljen. Lep si, lepo ti je to, tle, to. Ne, prosim, je v redu. No, zdaj moramo zgasniti kamere. Hvala, Hvala, ker ste bili z nami. Ne, hvala Barbarian, da si bil z nami. Hvala, da si nas strigel, upamo, da smo zdaj malo lepši. Hvala, ki ste gledali, like, comment, share in subscribe. Radi vas imamo. Vsega vidimo. Stop! Preden gremo, imamo kmalu Dober naslednji dan, brand. vam na voljo. In zahvale našemu Barbarianu, da nam je dal na svet, kje nabaviti majice. Kakšno majico? Ja, kakšno se vam zdi? Če lahko pošlapate, povidite. Ja, strašno imamo mi tudi, ne? Ja. Vem, da vidimo stoke. Bravo. Te so hude, res. Take minimalistične. Imamo našito, to da je kvalitetno. Ja. Top. Ta je za nas. Vi še dobiste. Ja, to imamo zdaj Imamo vse slike. za promovirati in slikati. Boste dobili vsak eno. Prihaja kmalu, like, comment, share, subscribe, se vidimo. Čau. Ciao.